Nahajamo se v galeriji Kurna na samostojni razstavi Gašperja Capudra, ki je naslovljena Encoding, Decoding. Iz samega naslova lahko razberemo dvoje, da gre za neko kodiranje in dekodiranje in da ponovno, tako kot tudi njegova prejšnja dela, se prepletajo z njegovim tako osebnim oziroma profesionalnim življenjem, saj se ukvarja poklicno oziroma je njegova poklicna okupacija trenutno programiranje. Zagotovo pa, ko gledamo njegove slike, vidimo, da te niso same. Tudi v preteklih delih je bilo pomembno, da se v njih vzpostavi nek kontekst ali pa ambient, ki omogoča dodatne vstopne točke za razumevanje dela. Tukaj lahko tudi opazimo, da je za avtorja zelo pomembna igra, saj se zaveda, kako je ta pomembna za razvoj človeka. Preko igre namreč osvajamo različne koncepte, predstave v svetu in prav s temi tudi se vršijo razne interakcije znotraj različnih družbenih struktur. V resnici je mene igra že na faksu zanimala. Že v prvem letniku podiplomca sem naredil eno delo, in sicer je bila otroška soba, tako fizična instalacija otroške sobe. Otroško igro sem jaz vedno razumel kot vstop v polje jezika v bistvu, no. Taki zelo zgovorni so recimo najbolj bi ponazoril to idejo z recimo, ne vem, dokumentarcem Discovery, kjer, ne vem, mati levinja ulovi mladičku neko žival in mu potem tisti kos mesa vrže in on potem skozi igro ta kos mesa gloda, ne, ampak v resnici ne gre tukaj samo za igro, ampak gre v bistvu za to, da je igra tukaj prostor simulacije realnosti. On v bistvu vstopa v to, kar bi naj postal, ne. V bistvu igra je vstop, je pač nek set, je v bistvu neka dejavnost s svojim setom pravil, protokolov, s katerim v bistvu s katerim mi vstopimo, ja, v govor, v jezik, s katerim v bistvu simuliramo v bistvu to, kar bomo postali, no. In to mi je, no, tako zanimivo. Zaradi tega mi je igra zanimiva, ker zelo me zanima v bistvu jezik, no, v razširjenem polju, v razširjenem pomenu, no. Pač jezik in pomeni in mesta, iz katerih izrekamo. In tukaj je igra zelo pomembna, no, v razumevanju tega, kako govorimo, kaj govorimo, pa kdaj govorimo, ne. Z naslovom Encoding, Decoding sem nekako hotel nakazati v bistvu moje zanimanje za prenose pomenske med različnimi sistemi jezikovnimi in v bistvu pomenske diskontinuitete, ki se pač v teh prenosih dogajajo, ali je to na formalni ravni, torej med različnimi mediji, ali je to na podatkovni ravni med različnimi bazami, če hočete. In v bistvu te prenose nekako peljem skozi idejo igre. Na razstavi so predstavljena slikarska dela, video dela, instalacije, ready-made objekti, plus prostor v bistvu galerijski mi je zelo pomemben, no, da ga obravnavam kot
svoj medij, kot svoj format. Na razstavi so predstavljene 4 slikarske serije. Večja dela se opirajo na podobe, ki jih avtor išče na platformah, kot so na primer Pinterest. Gre za dnevne prostore, ki nas spomnijo seveda tudi na njegova prejšnja dela, recimo kuhinje, pa razne bivalne prostore, ki so definirali njegovo življenje oziroma znotraj katerih je bival in delal in jih je potem tudi upodabljal. Tukaj pa je pravzaprav ta zasuk, da kar naenkrat ta izgled pravzaprav vara. Tudi vidimo različne dnevne sobe in skoraj zagotovi smo lahko, da to niso avtorjevi osebni prostori, ampak da gre pravzaprav za neke generične podobe, ki jih najde na spletu. Ko pa k tem slikam na primer stopimo bližje, se pa zgodi ta element njegovega igranja, ko v njih umešča recimo igrače, lutke, priročnike in tako naprej. In ko jih pogledamo od blizu, se kar naenkrat zgodi nek preobrat, celo mogoče prevrat. Gre za subverzivne podobe, ki rušijo to, kako gledamo na svet, oziroma to, kako doživljamo današnjo medijsko posredovano krajino. Tudi pri drugih serijah gre za nekaj podobnega. Najsi bo, da gre za razne algoritemske funkcije, ki ustvarjajo podobe na podlagi različnih statistik, podatkovnih baz in tako naprej. Ali pa, ko gre za razne scene, ki jih sestavlja s pomočjo Lego figur in drugih igrač. In seveda tudi v končni fazi pri 4. slikarski seriji, ki je nekako še najbolj izstopa po vizualnem likovnem jeziku, se deluje izrazito abstraktno, so razni madeži, točke, barve, ki pa jih naredi s pomočjo naprav, igrač, skratka, s pomočjo nekih objektov, ki sami po sebi niso slikarski. A ravno prek tega se zgodi mogoče ta performativni del, ki ga vidimo bolj pri videodelih. Videodela pa dokumentirajo te njegove umetniške, slikarske intervencije in so pravzaprav bližje nekim formatom, ki jih danes poznamo preko socialnih omrežij, preko različnih aplikacij, kot je to na primer Instagram, TikTok in tako naprej, ki ponujajo neko bolj sproščeno, kratkoformatno formo in vključijo gledalca v proces te igre, ki je zelo pomembna zato, da se uspe ta njegova dela dekodirati. Podobno se tukaj tudi dogaja pravzaprav s samimi objekti, kjer vidimo, da v svoja slikarska dela, ki so v osnovi zastavljena ravno preko nekih generičnih ali pa repetitivnih procesov, avtomatiziranih procesov, vnaša segmente, dejanske objekte iz njegovega življenja, ki nastopajo znotraj teh kompozicij kot neke mikrozgodbe, neke mikroklime, ki dajo nastavke za to, da lahko pridemo do bistva njegovih del. Po mojem mnenju se to bistvo zgodi pravzaprav v tem, da je svet, v katerega vstopimo, ko se rodimo, ko nas oblikuje okolje, družba in tako naprej, da je v resnici zgrajeno. Mi ga vzamemo kot samoumevnega, gre pa pravzaprav za neke konstrukte. In tukaj se tudi odprejo na primer iztočnice, kako to našo predstavo v svetu spremeniti, kako jo subverzirati. In v njegovem primeru se tukaj izkaže, da slikarsko, ki ga pogosto pojmujemo kot tradicionalnega,
postane zelo aktualno ravno v današnjem času, ko smo nenehno izpostavljeni posredovanim informacijam, da lahko razmislimo o tem, kako je ta naš svet zgrajen in kako se ga da predrugačiti. Vsa dela imajo naslove in ta del je pač zelo pomemben. Vsi naslovi pač nekako nosijo nek twist, ali z naslovi vzpostavljam ali nek dodaten layer vsebinski, ali se v neko relacijo postavim pač do dela. Glih zato pač, ker me zanima ta relacija jezika pa podobe, pa v bistvu prelomov pomenskih, no. Tako da recimo v tej sliki za mano je ta napis je v bistvu gor je naslov fotke, ki je bila podlaga za to sliko. In se mi je zdelo tako v eni točki, ko sem delal razstavo, ko sem pripravljal razstavo, mi je blazno ratalo pomemben, da bi vnesel v celo postavitev neko disonanco pomensko, no? Na način, da bi gledalca oziroma gledalko peljal čez razstavo na način, da ko že dobiš občutek, da ti je nekaj jasen, da se ti pač nek thread vzpostavlja v tem, kako bereš razstavo, da bi se zgodil v neki točki pač ta prelom, ne, ki bi te nekam drugam zapeljal, tako da pač pol na koncu iz razstave ne dobiš čist, tako, ne veš čisto točno, zakaj gre, a se hecam, ali mislim resno, a se igram, ali se ne igram, a slikam, ali delam instalacije, a so to resne slike, a niso resne slike, a je to kakšna, ne vem, kritika, a je umetna inteligenca, ali je tako, en kup enih, tako se mi je zdelo, da bi bilo fajn, da je disonančno, no. Zanimivo je tudi, kako avtor gleda na zgodovinske kontekste. Ne razume jih ločeno od sedanjega trenutka. Zgodovina obstaja zato, ker jo držimo pri življenju. In ravno zato njegova izjava, da so za njegovo generacijo enako pomembne slike Caravaggia, animirana serija South Park ali pa glasbena skupina Matter, nosi neko izredno težo, ker gre za neko nehierarhično ureditev, gre predvsem za vizualne impulze, ki se zgodijo znotraj trenutka sedanjosti. In tukaj lahko razumemo slikarstvo in likovno umetnost ne kot neke fragmentirane elemente, ki se zgodijo na platnu, ampak kot povezano celoto, ki nam govori stvari ravno prek različnih kontekstov, preko simbolov, preko jezika, ki ga vedno znova in znova utrjujemo.